sebi lahko zaupam na internetu? Na internetu moramo zelo paziti na svojo zasebnost. Nikoli ne moremo vedeti, kako bodo uporabljene stvari, ki jih na spletu razkrijemo o sebi. Lahko nam namreč tudi škodujejo. Na spletu ne objavljajo podatkov o tem, kje živiš, kako se pišeš, svoje telefonske številke, datuma rojstva in podobnih podatkov. Tudi pri spletnih pogovorih z neznanci pazi, kaj razkrivaš. Čeprav se ti zdi, da jih dobro poznaš, v resnici ne veš, kdo so. Evo, midve bova danes pokazali, kako se dela taka mavrica. Oziroma, pokazali bova, kako se dela taka samo iz treh, da bo hitreje. Iz treh barv. Tako da, za tako mavrico rabimo volno. Volna. Pa tako vrv. Mi da imamo ful debelo vrv. Ja, en selotejp ali pa tale trak za, kaj je to, malarski trak, ne vem, kako se reče točno. Pa lahko tole lepilno pištolico ali pa samo nitko pa malo debelejšo iglo. In to je vse. Aja, pa tale olfa nožek, da narežemo malo bolj debele vrvice na take koščke. Ja. No, evo. Najprej si narežemo koščke, tako kot sem rekla, si postavimo si vrvico takole. In zdaj odvisno, koliko barv bi radi, oziroma koliko veliko, in si takole naštimamo. Mi da imamo res debelo vrv danes, takole, a ne? In potem si pač takole prerežemo z olfa nožkom. Če imamo pa tanjšo vrvico, ker sem imela zadnjič tanko vrvico, pa lahko seveda to škarjami prerežemo. To je prva stvar. Druga stvar je to, kar dela zdajle Jelca. Dokler imamo te vrvice narezane, na koncu vsake vrvice zalepimo selotejp, takoj. Ali selotejp, ali tale trakac, zato da ne gre konc narazen, pa še označimo si približno do kam bomo navijali volno, ne? Takole. Pa si postavimo, no, Jelka bo zdaj to označila. Jaz vam pa pokazala na največji vrvici, kako se zavija volna. Midve sva si izbrali tele tri barve, a ne? Čeprav Jelca bi nekaj eno zeleno vmes, a ne? Ampak okej. Bo danes pa moja, a ne? Prav? Ok. In bi zeleno. zeleno bi. Zeleno, no. Pa zeleno, dajva zeleno. No. In potem samo primemo konc volne. Ali boš ti zeleno ovila? Boš ti? Ne. Bom jaz, ok. Modro. Ti boš modro. Zdaj bova midve tole narezali, da boš ti ovila še, a ne? Ja, mami diže. Ja, kaj pa ti delaš? Pokaži. Tako, da boš ovila. Ja, pa dave to daj. Pa je. Tako. Pol je pa pripravljeno in potem lahko začneva ovijati tole volno, ne? Evo. No, in potem samo takole primemo. Takole. In samo ovijamo. Ovijamo pa tako, da je, samo da malo pokažem, da je čist volna, čist skupaj, da se nič ne vidi. Čakaj takole, da se nič ne vidi. Zraven, ne, ovijamo takole. Okrog in okrog in okrog.
Bo šlo? Tako, ne? Nazadnje ti je tudi šlo. Mi dve sva zdaj končala z zavijanjem. Takole. Jelca je zelenega zavila, a ne? Lepo. In lepo pride, Jelca. Evo. Se pa še te dol. Ja, počakaj. Najprej morava dati skupaj, tako kot sva tlele. Jaz sem sicer tole zlepila vzadnji z lepilno pištolico, ampak mi ni držal dobro. Lahko daste tudi samo na kakšen karton, pa gor pritisnite, pa bo tudi lepo, a ne. Ampak jaz najrajši kar zašijam z eno debelo šivanko in lepo čez vse, evo takole, kar čez vse 3, pa potegneš, pa cikcak čez celo se gre. In drži. Drži. Mami, lahko še jo vsi. Ja, evo, probaj. Kako pa? Kako pa? Primaš šivanko. Takole primi, probi takole, tako kot ima mami, tako. Bo? Kaj? Ne, ti jajiš. Pa takole noter sam zapiči, probi, zdaj rokico primi to. Ne. Evo, tako, pa sam čez porini. Sam se nož pičila v to smer. Tako, tako ja, kar do konca. Pa tukaj ven potegni, potem. Mami, Ja, evo, ti potegni. von potegneš, jaz pa šivam. Ja, takole, evo, bravo, ja, tako. In potem na koncu, ko imamo skupaj zašito, ali pa zalepljeno, kakor hočete, moramo dati še tele selotejpke dol. Lahko si pomagamo s škaricami, ali pa samo jih odlepimo. Čakaj, je treba škaricami narazen dati. Evo, ne, potrgamo dol. Kaj je čim? Evo, mislim zdaj v redu. In potem čist na konc, tole damo narazen, tole malo narazen, razcufamo, tole fejst razcufamo, da pride lepo, a ne? Ali pa s kakšnim glavničkom potegnemo čez, zdaj takole na tej strani, takole, evo. A ne? Da pride bolj tako pocufan, tako kot takole. Mami, lahko Evo. do konca. Pozdravljeni na delavnici šole eksperimentalne kemije. Danes se bomo pozabavali z mrazom, ognjem in še čim. Z vami pa smo Evelin in Tine, ki izvajata poskuse, in Melita za mikrofonom. Eksperimente izvajamo v laboratoriju z vso potrebno zaščitno opremo. Pa začnimo. Snovi so lahko v 3 agregatnih stanjih: plinastem, tekočem ali trdnem. Če pa pline močno ohladimo, so pa lahko tudi tekoči. Kot je tekoč dušik, ki ga Evelin vliva v posodo. Pa še to. Evelin pri izvajanju poskusov s tako mrzlimi tekočinami in ognjem ne sme uporabljati vijoličnih zaščitnih rokavic. Poglejmo, kaj se bo zgodilo z rastlinami. Pri tako nizki temperaturi, kot jo ima tekoči dušik, se pravi -196 stopinj Celzija, lahko zmrznemo marsikaj.
Cvetlice in listi postanejo krhki in lomljivi. Poglejmo si še nekaj primerov. Preizkusimo še blago. Kaj se bo zgodilo, če tekoči dušik vlijemo v čepico? Dušik brez težav steče skozi tkanino čepice. Ko se čepica malo segreje, si jo lahko Tine tudi povezne na glavo. Na vrsti je z zrakom napihnjen balon. Opazujte in poskusite uganiti, kaj se bo z njim zgodilo. Počil, kaj ne? Molekule izdihanega zraka v balonu so se zelo stisnile skupaj, saj jih je močno zeblo. Zato se je balon sploščil. Meni je izgledal kot palačinka. Ko pa se je segrel, se je znova napihnil. Koliko slonov lahko spravimo v avto? Ne, slone bomo pustili na toplem. Poskusili pa bomo, koliko balonov lahko spravimo v našo posodo. Koliko ste jih našteli? Jaz 14. Mislim, da smo prav lepo videli, kako zelo se zmanjša prostornina plinov, če jih močno ohladimo. Nekatere poskuse pa bolj varno opravimo zunaj. Tekoči dušik se zelo hitro segreva, zato plastenke ne smemo nikoli zapreti z zamaškom z navojem. Tudi tale rdeč zamašek hoče pobegniti in kar malo poplesuje.
še duši komet in raketa. Zdaj pa so na vrsti še drugi plini. Poigrali se bomo s plini. Naravoslovje je lahko tudi zanimivo, še posebej, če se igramo s plini. Nekaj ste zagotovo že sami uganili. V balonu, ki se dvigne v zrak, je helij in je veliko lažji od zraka. V črnem balonu, ki ga je spustil Tine, pa je ksenon, ki je težji od zraka in zato tudi hitreje pade na pult. Najlažji plin pa je vodik. Poskusili bomo, ali lahko milnica, ki je napolnjena s tem zelo lahkim plinom, tudi zagori. Vodik je torej lažji od zraka, ujame se v milnico. Evelin pa si ga bo še enkrat prižgala na roki. Za vsak slučaj si je roko zmočila z vodo. Je pa res, da vodik tako hitro zgori, da njene roke ne opeče. Še ostajamo pri gorenju. Za gorenje potrebujemo gorivo, v tem primeru bo to košček suhega kruha, kisik in vžigalnik, s katerim ogenj zanetimo. Nismo bili preveč uspešni, kaj ne? Pa poskusimo drugače. V kovinski stožec Evelin vliva tekoči dušik. Pod njegovo konico pa je v stekleni čaši košček suhega kruha. Na zunanji strani ohlajenega stožca se začnejo nabirati kapljice utekočinjenega zraka, v katerih je kar veliko kisika. Poglejmo, kako bo kos kruha zagorel sedaj. No, tole pa že gori veliko močneje, saj kisik spodbuja gorenje. Še en poskus z gorenjem smo vam pripravili. Pogledali bomo, kako gori vata. Najprej navadna, kot sedajle, potem pa še takšna, ki smo jo v laboratoriju malo kemijsko spremenili in jo imenujemo nitrocelulozna vata. Zdajle gori navadna. Sedaj pa se pripravite in napnite oči. Tole je
bilo pa tako hitro, da si moramo pogledati še v počasnem posnetku. Nitrocelulozna vata zgori čisto do konca in je izjemno vnetljiva. V naslednjem poskusu pa nam je Evelin z raztopino nitrospojine napisala nekaj črk na papir. Poglejmo, če jih lahko preberemo. Še ostajamo pri gorenju. Tokrat bomo pogledali, kako gorijo raztopine, v katerih so prisotni kemijski elementi stroncij, litij, bor in kalij. Zdaj pa k kemijskim reakcijam. Brezbarvni raztopini spojine svinca bomo previdno dodali nekaj kapljic kalijevega jodida. Pri reakciji opazimo, da je nastala trdna snov živo rumene barve. Iz te rumene oborine pa lahko še malo segrevanja in počasnega ohlajevanja pripravimo krasne delčke, ki spominjajo na zlato. Pa niso, pa čeprav temu eksperimentu rečemo zlati dež. Pa še ena. Brezbarvni raztopini, ki jo imenujemo tiocianat, dodamo raztopino železovih ionov. Ko se ti dve raztopini dotakneta, se zgodi kemijska reakcija, pri kateri nastane snov rdeča kot kri. V programu Šole eksperimentalne kemije sodelujeta Slovensko društvo ljubiteljev kemije in Institut Jožef Stefan. Mi pa se že veselimo, da se srečamo na kakšni prireditvi ali pa v našem laboratoriju. Se vidimo! Jaz sem odlično in tudi v karanteni ni bilo čisto nič dolg čas. Kaj pa vam? A ste se kaj novega naučili? Jaz sem se ogromno naučila. No, mogoče ne ravno brati, ampak sem se naučila nekaj boljšega. Naučila sem se delati risanke. To je čisto preprosto. Bi želel poskusiti tudi ti? Pa poglejmo. Torej, za izdelavo preproste risanke potrebujemo barvni papir, škarje, dodatno svetlobo, lepilo in pa pametni telefon.
Na pametni telefon skupaj s starši naložite brezplačno aplikacijo Stop Motion Studio. Potem potrebujemo idejo. Kaj bi lahko ustvarili? Mogoče bi lahko naredili svojo najljubšo zgodbo ali pa mogoče voščilnico za novo leto. Kaj pa, če bi nekomu voščili za rojstni dan kar preko risanke? Jaz bom naredila zgodbo o meni na morju. Torej, da mi bo lažje, si bom naredila zgodbo ris. To je nekakšen načrt v obliki stripa. Predno začnemo, si pripravimo domač studio. Tukaj je moj... A ni lep? Pomembno je, da je dovolj svetlobe in da je ves čas enaka. Tako bodo barve v vašem animiranem filmu veliko lepše. Potrebujemo pa tudi stojalo za telefon. Jaz uporabljam kar takšno roko, lahko pa si ga ti 1, 2, 3 izdelaš sam, iz škatle in kuhalnice. Tako, zdaj pa veselo na delo. Najprej iz papirja izdelamo vse potrebne like in elemente, ki jih želimo animirati. V moji risanki bodo nastopali morje, ladja, sonce in jaz, pa še kakšna riba. Vklopimo aplikacijo. Pritisnemo na plus in začnemo s fotografiranjem. Naša risanka bo namreč sestavljena iz številnih fotografij. Ko pa jih združimo in na hitro prevrtimo pred našimi očmi, liki oživijo in nastane animirani film. Torej, naredimo prvo fotografijo. Dobro je, če na začetku naredimo par enakih posnetkov. Potem pa ladico čisto majčkeno premaknemo in naredimo novo fotografijo. Še enkrat čisto malo in fotografiramo, pa še enkrat in fotografiramo. Če želim pogledati, kaj je nastalo, pritisnem na gumb za predvajanje. Poglej ladico, kako pluje. In tako nadaljujem do konca. Če želite, lahko s pritiskom na mikrofonček risanki dodate še zvok. Res je, da moramo narediti veliko fotografij, kar 24 na sekundo, ampak na koncu pa bomo ustvarili čisto pravo risanko. Risanko izvozimo in shranimo. Tukaj je moja, vam je všeč? Ti je uspelo? No, tudi če ti ni, čisto nič za to. Ker veš kaj, prihaja čas počitnic in boš lahko še večkrat poizkusil. Želim ti pa tudi, da bo tvoje počitnice imele čim več dogodivščin, pa se še kaj vidimo. Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So
baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bravo, Urška! Dajmo, gor! Dajmo roke, gor se stignemo, fajn!
brška. In bravo! Super! Živjo! Evo, mi smo zelo veseli, da se tudi letos, čeprav v malo drugačni obliki, lahko udeležimo festivala Igraj se z mano. Smo iz Mestne zveze upokojencev, dnevni centri aktivnosti za starejše. Vsako leto se z vami igramo na prostem. Letos pa smo delavnico pripravili kar znotraj naših prostorov in vas seveda lepo vabimo, da se nam pri ustvarjanju pridružite. Delavnico smo poimenovali Voščilnica zvonijo lepe želje, kar je zelo primerno za ta čas, ko nas tale koronavirus vse malo skrbi in okupira. Delavnico je pripravila naša mentorica Veronika Mahovič, naši babici Tatjana in Vera pa vam boste prikazali, kako si praktično izdelati tole prekrasno voščilnico. Tatjana, kaj potrebujemo? Mi potrebujemo škarje, svinčnik, en kozarc, da takole ga postavimo, obrišemo, takole, dvakrat, ker bomo naredili dva zvončka in to se potem izstriže in rabimo še lepilo. No, zdaj bom pa jaz pokazala, kako to izgleda. Zdaj imamo voščilnico, iz enega papirja lahko pa takole prepognemo in bomo potem naredili tako voščilnico, kot je tale. Takole. In začnemo. Vzamemo krogec, katerega smo tole odstrigli in prepognemo. Potem imamo pa kragulčke, pa zvončke. In zvonček damo takole v sredi, da izgleda takole. To je eden, pa še enega imamo. Naredimo isto, takole, pa takole pripognemo. In potem ta dva zvončka postavimo na čestitko. Prilepimo z lepilom. Takole. Pa še ta drugega. Enega zraven drugega, malo pritisnemo, da se prime,
pa še mašenco. Tako. Pa takole. In naša čestitka je... čakajte, tole pa ni dobro, je treba pa še mečkam takole prilepati. Takole, pa takole, stisnemo, pa še ta drug krogec, stisnemo in naša čestitka ali voščilnica je narejena. In predlagam, da jo pošljete, tukaj lahko še noter odprete, nekaj narišete, se podpišete in pošljete ali teti, ali stricu, ali babici, ali detku. To je to. Evo, Tatjana je naredila tako lepo vijolično. Vera, kakšno pa ti delaš? Jaz delam pa zeleno, iz rumeno mašenco. No, delam pa po istem postopku kot moja soseda. Treba zalimati, najprej to gor, pa drugi zvonček gor. No, pa mašenca in je rožica gotova. Takole. Evo, naši voščilnici, zvončki lepih želja so narejeni. Vas pa vabimo, da se tej naši preprosti ideji, ki bo marsikomu polepšala dan, pridružite. Potrebujete res minimalno materijala, gotovo imate vsi doma kakšen papir, lepilo in škarje. In mi smo prepričani, da bodo vaše babice ali tete ali kdorkoli bo pač to vizitkico dobil, zelo, zelo vesele. Kot vidite, se mi radi igramo ne glede na naša leta in smo veseli, da se tudi letos igramo na festivalu Igraj se z mano. Čau! Pozdravljeni, ali imate radi družabne igre? V sklopu festivala Igraj se z mano smo se odločili narediti eno. Za izdelavo te igre boste potrebovali karton, svinčnik, škarje, flomastre, kocke in gumbe ali majhne figurice. Ali karkoli drugega, kar bi lahko nadomestilo figurice iz igre. Na kos kartona narišite pot v železni oblaki. Da bo igra bolj zanimiva na igralni plošči, narišite ovire kamorkoli želite. Narisali smo dve v obliki ognja in reke. Če se figurica tam ustavi, se mora vrniti v začetni položaj. Nato na narisano pot narišite polja in jih pobarvajte v različnih barvah. V vsa polja vnesite številke in okrasite preprosto igralno ploščo. Narisali smo drevesa, sonce, živali in podobno.
Eno polje naj bo edino pobarvano v sivi barvi, saj je to posebno polje. Ker smo želeli narediti igro še bolj zanimivo, smo iz kartona naredili karte, na katere smo napisali imena različnih živali. Lahko začnemo igrati. Vržemo kocke in se premikamo po igralni plošči po poljih. Če stopite na posebno polje, edino polje v sivi barvi, vlečete kartonček in posnemajte zvok živali, ki je napisana na kartončku. Aleksander je zvlekel psa. Uživajte v igranju s prijatelji. Hi everyone, my name is Laura and today we are going to be your own artist and doing a great piece of art. First of all, to do the activity we need a frame, a pencil, a white paper, scissors, tape or stick glue if you prefer, and colors. Okay, we started putting out the frame background, the glass and the original seat. Please do it gently, with no rush. And now, pass the frame over our white sheet and draw the boundaries of the frame edges, like this. That is for now the size of our drawing. Cool. Well done. Now it's time to draw. I am from Spain, so I have chosen a painting from one of our most important 20th century artists, Joan Miró. His paintings are very cute and easy for introduce children in the field of arts and crafts. Specifically, this one is called The Sun, El Sol. Let's start. And now, it's time to be creative. Of course, you can even choose other patterns if you have another one, or maybe if you are an emergent artist, you can do it by your own. Don't worry, the only important thing is to be creative. You can change the colors, the form, the size, everything is allowed. It's your own piece of art, so it's up to you. Almost done.
We finished the draw, but now it's time for the colors. We are almost done. Yeah, we did it. More or less, but it's okay. Now, with scissors, if you are not be able, please ask to your mommy or daddy for do this, you know. So, it's time to put out all the edges and blanks from the sheet. We are going to cut this artwork in several pieces, like a handmade puzzle. For this type of activities, always please keep the table clean, because it's better for you and you can organize better. Okay, now it's time to remove all the pieces. So don't worry, they will be put together again later. Now we will mix it. And we are taking the original background of the frame, or instead a new sheet if you want. You can change the color even more. And we are going to try to join all the pieces together. Take your time and do it gently too. If you like it, you can leave more space between the edges near the image and see the work like a broken plate, as you can see in the video. We have it. And now, it's time to take the tape or glue and pass them all together. Be patient. And put the tape or the glue if you prefer. One by one. Don't get hurry. All the good things, even in life, take time. So enjoy it. We are close to the end. And the last one. And et voila! We are already done our artwork. The next step is frame it and become more real. Put the glass gently in the frame. And now, our artwork. But first, don't forget it, sing it. In one corner, put your name and the year. Like this. We are ready right now, so it's time to hang up, eat and enjoy. And well done. I hope that you enjoy. Nas widzenia. Goodbye. Zdravo, moje ime je Matjaž, sem osebni trener Daše in z njo delam od operacije po izpahu pogačice. Delava na kondicijski pripravi in danes bova malo pokazala, kaj delava. Ja! Pa nazaj, po sprednjem delu stopala.
Ja. In dava glavo dol. Zadrživa, jo potisneva gor. Z rokami si pomagava. Pa levo. Desno. In v stran. Gor, zadržiš. In dol. Še enkrat, gor. Pa dol. Velike kroge delava. Tako, še nazaj, ja. Zapreva. Višino ramena. In rotirava na ven. Po konci se drživa. Tako. Tako malo smo višini ramena. In rotirava. Tako. Tako, velike kroge delava. Ja. Tako, ja. 1, 2, 3, 4, še naprej 5, 6, 7, to, ja, potrudi se, 8, 9, 10, zelo dobro. Zadrživa, 1, 2, 3, 4 in zamenjava nogo. Druga noga, še naprej, 1, 2, 3, 4, 5, še v sredino. 1, 2, 3, 4, 5, zelo dobro. Gor, primeva se pod to nogo, se primeva in raztegneva počasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Če zamenjava nogi. Tako. In raztegneva. 1, 2 bolečine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro. Blago raztegnila. Tako. Se zravnava, tako. In malo zadrživa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako. Me ne boš počakala, boš sama. 1, drži. 2, 3, 4, zelo dobro. 5, 6, 7, kar drži. 8, 9, 10, še drži. 11, zelo dobro. 12, 13, 14, bomo rekord postavila. 15, deva. 16, 17, še drži. 18, 19, še drži. 20, dobro, to, 5, zelo dobro naša. Nekaj naravnih oblik gibanj, greva na vse 4, čep, dlani na tla, cele dlani na tla in greva po vseh 4 naprej. Ja. Noge premikaš, ne drsaš stopali, dviguj noge in greva do konca. Tako. Dviguj noge, dviguj. Dvigni. Tako, ja. Zelo dobro. Dvigneva rito visoko in greva počasi. Čisto počasi, drživa rito gor, probava, da nama ne pade na tla. In probava priti do konca. Tako. Zelo dobro. Kar počasi, se nama ne mudi. Nimava službe. Tako, počasi. Čim manj se naslanjava na najne noge, na pete. In greva še malo, deva, deva. Potrudi se do konca. Ja? Zelo dobro ti gre. Še malo, še malo. Dobro. Zvratno. Dlani cele lepo na tleh in greva. Počasi. Tako, potrudi se, ja?
Zelo dobro. Še roke delajo. Tako, premakni roke. Ja. Počasi, kar počasi. Tako. Tako, še malo bolj pokrčiš noge. Ti bo veliko lažje. Tako, greva. Zelo dobro ti gre. Ja. Še malo, deva do tepiha narediva, prav? Do tepiha se potrudiva, zelo dobro ti gre. Tako, Daša, to je zelo, zelo dobro. Narediva čep in strešico. Stegneva noge, malo zadrživa. In ustaneva, počasi roke, gremo. Počasi ustaneva. Tako. Zelo dobro. Pripraviva plank. Čep in v plank. Ja, što takole, pogumno. Ja. Spustiš dol, trebuh stisni. Tako, in drživa. Trebuh stisni. 1, 2, 3, 4, ja, še 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro. Bomo naredila malo stabilizacijo, dvigni boke, da brisačko pod ledveni predel. Tako da bova lahko testirala, če res ledveni predel stiskaš kot vam, noge dvigneva malenko zgor. Tako, roke. Tako, 3, 4, zdaj. Drži, 1, 2, to, stisni, 3, 4, drži pete gor, 5, 6, še stisni, 7, tako, 8, 9, 10. Dobro, dava ven, roke dava na noge in dvigneva boke. Še, in drživa. 1, še gor, 2, 3, še boke gor, 4, to, stisni, 5, še stisni, to, zelo dobro, 6, 7, 8, 9, še stisni tole, 9, 10, dobro, narediva 10 počepov, 1 do konca dol rit, 2 gre naprej, 2, še dol rit, 3, tako, še niže, 4, zelo dobro, niže, 5, do konca dol rit, 6, tako, ne spuščaj rok, 7, 8, še dol, 9, zelo dobro, še zadnjič, 10, dobro. Tako se usedeva, počasi dol, ja, in brez rok ustaneva. In ustaneva, ja, še enkrat. Tako in ustaneva, zelo dobro. Greva na vaje za moč. Tako, greva potiski. 1, do konca dol, 2, 3, 4, 5, zelo dobro, 6, 7, 8, 9 in zadnjič 10, ja, zelo dobro. Pravi. In greva. 1, počasi dol, 2, hitreje gor, 3, še gor, hitro, 4, do konca gor, 5, 6, 7, do konca, 8, iztegni roke, 9 in zadnjič, še, in počasi dol. Tako, malo podprijem, primaš do mojih rok. Do mojih rok, tako, in greva. 1, tako, počasi, 2, do konca gor, greva 3, 4, ja, do konca gor, 5, deva do konca gor, 6, tako, 7, še do konca gor, 8, še do konca gor, 9, deva, in zadnjič, potrudi se, deva, in počasi dol, tako, ja. In greva.
Do konca. 1, še. 2, 3, do konca iztegni. 4, 5, ne dviguj riti. 6, 7, 8, 9 in zadnjič 10. Zelo dobro. Dvigneva boke, deva. Še, skupaj noge. Roke, tako. Vidiš, kako je lepa svečka. In spustiva boke dol. Boke počasi dol, počasi in dol. Tako. Daša bova naredila še lastovico. Ja. Roke dvigneva gor, narediva korak. Počasi trup spuščava dol, noga je stabilna in zadaj noga visoko gor. In zadrživa do 5. 1, 2, 3, 4, 5. In se zravnava. Zelo dobro. 5. Pa še malo za popestritev. Ja. Bova pokazala, s čim se zdaj hecava. Ja. Ne? Tako. Roke stegnjene. Ja. Boki dol, nasloni se. Naprej. Tako. Se zravnaš, stegneš roke. Tako, stegniš noge nazaj, hrbet stisni. Ja, glava pogleda naprej. Tako. In počasi dol. 5. Evo, Daša, boš še ti kaj povedala, kaj? Ja. Trenirava, ne? Ja. Treniraš z mano? Ja. Že 2 leti? Ja. Zelo dobro napreduješ? Ja. Ne? Najprej sva mogla zrihtati, da kolena spet dela, ne? Zdaj pa trenirava na polno, ne? Za Džuni gremo ven. Tako, tudi Džuni, ja? Ja, gremo ven. Tako, in imava kar velike cilje. Ja. A bom še jaz kaj pokazal? Ja. Ostaneš? Ne boš ti prijela za nogi, prav? Ja. Tukaj se postavi, pa počakaj, da pridem do stoje. Ti boš imela roke takole, prav? Ja. Tako. Ja, ti me pa ne spustiš dol, ne? Moram kar držati pa. Minuto ali pa 2, ne? Ja. Bo pomahala? Ja. Da, pomahaj. To je prispevek od naju.
Dragi otroci, dragi starši, vabim vas, da se mi pridružite na gozdni pustolovščini. Pred tabo je knjiga Gozdna učna pot. Natisni si jo in jo zveži skupaj z vrvico, vzemi pisalo in že si pripravljen. Sprehodi se skozi gozd in reši uganke, ki so pred tabo. Ali prepoznaš drevesa po listih? Kaj slišiš? Kaj vidiš? Raziskuj sledi. Kako se spreminja drevo skozi letni čas? Ustvarjaj v gozdu. Opazuj in se uči. Ta knjižica ti bo v pomoč, da boš še bolje spoznal naravo. Jaz pa ti želim veliko radovednega raziskovanja in zabavnega učenja. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti. Igraj se z mano, igraj se z mano.